25. mednarodni atletski miting v Slovenski Bistrici je vključno s 23. Stepišnikovim memorialom v metu kladiva in 5. memorialom Marjana Štimca v suvanju krogle potrdil, da se vloženo delo na dolgi rok tudi obrestuje. Neutrudni atletski delavci Slovenske Bistrice in njihovi prijatelji že četrt stoletja peljejo to zgodbo o uspehu. Ja, res smo lahko ponosni, da nadaljujemo tako dolgoletno tradicijo in da tudi hodijo na naše tekmovanja res najboljši atleti slovenski in pa tudi ogromno iz tujine. Ampak potegnem po črto, lahko rečemo, da je spet ena odlična prireditev za nami in to nam daje energijo za nadaljevanje te lepe zgodbe. V tekmovalnem delu, kjer je nastopilo več kot 300 atletov in atletin iz 15 držav, je bil prav gotovo prvo ime svetovni in evropski prvak v metu diska Ptujčan Kristjan Čeh. Svojo trenutno življenjsko formo je potrdil tudi v Slovenski Bistrici, kjer je v tretji seriji popravil svoj slovenski državni rekord, ki sedaj znaša 72 metrov in 36 centimetrov. Jaz bi rekel, da je tekma bila več kot zadovoljen sem z rezultatom, seveda spet novi državni rekord, rečemo v enem tednu so bile za 3 tekme čez 72, kar je res po moje kar noro. Bilo je seveda dobro vzdušje, Bistrica tako kot vedno, bila dobra tekma, dobri pogoji, tako da njem kaj za reči. Tekmo v Slovenski Bistrici je začel z rekordom mitinga 69 metrov in 69 centimetrov. Ja, seveda, začel sem že kar dobro z 69, potem probal sem nadgradil sem se v tretji seriji na 72, imel sem še, čutil sem nekaj rezerva še notri, ampak probal sem, ni še šlo tako, bi htel, ampak vsekakor sezona še je zelo dolgo in po mojem, da lahko pričakujemo še daljše mete, kot so bili danes. Dobro formo pa bo naučil tudi na tekmah višjega ranga tekmovanja, kjer bo konkurenca še močnejša. Še nekaj treninga, še potrebnega, potem se da tekmovati vso tekmovalno sezono, potem pa se dobro pripraviti na svetovno prvenstvo v septembra. V teku atleti na 100 metrov je zmagala Lucija Potnik, ki je v finalu tekla 11 sekund in 73 stotink. V teku na 100 metrov za atlete je v slovenski konkurenci drugo zmago v nizu dosegel Jernej Gomilar. Definitivno je taka zmaga z grenkim priokusom, zaradi vetra. Pogoji niso bili najboljši, ampak sem vseeno vesel, da sem zmagal, konkurenca je zelo močna. Nažalost se iz kvalifikacije ene par dobrih šprinterjev se jim tudi ni uspelo uvrstiti, ker smo imeli take razlike v vetru, ampak sem pokazal spet, da sem v formi in da je to. Na mitingu je dosegel rezultat 10:50 ter tako potrdil dosedanje nastope v Slovenski Bistrici. V Slovenski Bistrici v bistvu kar vsako leto hodim zdaj že par let in sem zadovoljen, fajn je, da se v dvorani da ogret, da imamo bloke, da lahko res greš čez celo ogrevanje, ker na enih stadionih tega ni in potem se moraš ogrevati po travi in če si v šprintercah je res fajn, da potem lahko res narediš točno to, kar boš tudi naredil na tekmi, tako da mi je všeč. Mađar Armin Sabadoš je s 73 metri in 98 centimetri osvojil 23. memorial Milana Stepišnika v metu kladiva. Podij v tej disciplini je bil samo obarvan s tekmeci iz tujine. V memorialni disciplini metu kladiva za ženske pa je bila najboljša Ana Marija Čeh iz Estonije in to z rezultatom 63 metrov in 92 centimetrov. V teku atleti na 800 metrov je ciljno črto najprej prečkala 15-letna članica Olimpije Živa Remic, ki je za več kot 2 sekundi popravila osebni rekord, ki sedaj znaša 2:03:19. 5. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle je dobil Mesut Pezer iz Bosne in Hercegovine. Orodje je zalučal do znamke 19 metrov in 92 centimetrov. Pa jako sam ponosan što sam izborio prvo mjesto, rezultat nije što sam očekivao 19:92, ali svakako idu naredna takmičenja dati sve od sebe da budem što bolji. I uvijek dođem ovdje jer Marijan Štimac je bio poseban čovjek, znao sam ga dok je bio živ i bio je jako dobar čovjek. Na drugo stopničko zmagovalnega odra je stopil v suvanju krogle Srb Armin Sinančević, na tretjo pa Švicar Štefan Vajland. V skoku v daljino pri moških je zmagal Dino Subašić iz Velenja 7:54 centimetrov in za centimeter premagal domačega matadorja Klemna Modrijančiča, ki je skočil 7:53 centimetrov.
Ja, najprej bi rad rekel, da je bilo vzdušje v Slovenski Bistrici res odlično. V vsakem skoku sem čutil, da navija tribuna tako kot more. Nažalost sem v zadnji seriji izgubil zmago za 1 centimeter, ampak vem, da so bili skoki dobri, veliko rezerve. Danes žal nisem pokazal tega, kar vem, da lahko, tako da upam, da bo šlo naslednjič še veliko dlje. Tretje mesto pa je zasedel Nino Celec, ki se je po več kot 2 letih ponovno predstavil domači bistriški publiki. Absolutno, za svojim skokom sem prezadovoljen, kajte če bi mi kdo povedal, da bom tako daleč skakal po taki poškodbi, bi takoj podpisal, tako da res rezultat 7,47 cm je, jaz bi povedal, kar vrhunski po taki poškodbi, tako da zdaj pa brez rezultatskih pričakovanj naprej uživati, se imeti fajn in pa to je to. Pri dekletih pa je v skoku v daljino z 631 cm zmagala Urša Matotek. Svoj osebni rekord pa sta v tej disciplini dosegli tudi domači predstavnici. Jerneja Vaudi z 568 cm je zasedla 5. mesto. Meni je to pomenilo ogromno, da sem lahko pred domačim občinstvom toliko skočila in mi je res ogromno pomenilo, da je to zelo dober začetek sezone. Poglej, osebni rekord, če nekako se prehodimo skozi vseh 6 serij, kako jih lahko predstaviš? Pa v prvi seriji smo otvorili z osebnim rekordom, pa sem gotovila, da bo tako šlo naprej, ampak pa smo ostali pri prvi seriji, tako da sem zadovoljna to tako. Ostali skoki so bili pa dosti podobni, razen da sem pol desko spuščala. Ema Dobršek pa je bila z osebnim rekordom 555 cm 6. Ja, res lepo doma skoči ta osebni rekord, sicer rezerv je še, škoda za prestope, ampak tako se vemo, da lahko na naslednjih tekmah skočimo še boljše. Miting so zadnjič izpeljali na stadionu Staro atletsko stezo. Z večmilijonsko investicijo bo ta v prihodnosti v novi tekmovalni podobi. Zato tudi z optimizmom zrejo atletsko prihodnost. Vsekakor, smo optimisti, kot sem že prej dejal, takšne tekmovanja nam dajo dodatno novo energijo in bomo nadaljevali v takšnem in še večjem ritmu. Tako da sem večni optimist in tukaj pa še posebej. Slovenska Bistrica pa tudi z atletskim mitingom dokazuje, da so v tem mestu doma odlični športniki in tudi organizatorji tekmovanj.